Cenjeni soustvarjalci audioknjige Protokol Simfonija forme, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar in gospa Mojca Stropnik, spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan in gospa Štefka Kučan, spoštovani minister Republike Slovenije za kulturo, gospod Anton Peršak, spoštovani gostje, ljubitelji odsotnosti zadrege in izkazovanja spoštovanja do drugih. Dragi Ksenjini prijatelji, lepo pozdravljeni na prav posebni premieri. Danes vam bomo predstavili audioknjigo knjižne uspešnice Protokol Simfonija forme Ksenije Benedetti. Prvič izdane leta 2009, ki jo je avtorica v ta namen posodobila. Bralci audioknjige pa so poleg avtorice same tudi izvrstni slovenski igralci in voditelji. Jožica Avbelj, Vojko Belšak, Boris Kavaca, Sebastian Kavaca, Ivan Lotrič, Vesna Milek, Ajda Smrekar, Lotos Šparovec, Marcel Štefančič, junior, Darja Zgonc, Milena Zupančič ter moja malenkost. Najprej bomo predstavili mobilno aplikacijo družbe Audiobook za dostop, izbiro in poslušanje audioknjig in kot pravijo, gre za simbiozo tradicionalne panoge založništva in tako imenovanega start-up gibanja, ki počasi zaseda vse pore našega življenja. Družba Audiobook je našla način, kako strokovno literaturo ali leposlovje približati ljudem, ki jim sodobni čas odvzema priložnosti za tradicionalno širjenje obzorij s pomočjo knjig oziroma branja. In audioknjige so, tako kot pravijo, most med kulturo v besedi in jeziku in sodobnim načinom življenja. Mobilna aplikacija Audiobook pa je prva tovrstna aplikacija na slovenskem jezikovnem trgu in omogoča uporabnikom poslušanje audioknjig v slovenskem jeziku, kjerkoli pač smo. Več o mobilni aplikaciji Audiobook in blagovni znamki Audiobook nam bo zdaj povedal ustanovitelj podjetij Audibook in založba Audibook, gospod Anže Ocvirk. Ja, najlepša hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala Boštjanu za ta lep uvod. Bi ga pa kar takoj na začetku popravil, Audibook. Da je blagovna znamka Audibook, ampak nič za to. Pa pojmo na Audibook. Torej, iskrena hvala tudi vsem vam, da ste se v tako lepem številu udeležili našega dogodka. Kot rečeno, moje ime je Anže Ocvirk, sem prokurist družb Audibook in založba Audibook ter nekako pobudnik celotnega projekta. Zdaj, preden se čisto posvetimo odlični knjigi avtorice Ksenije Benedetti Protokol Simfonija forme, bi jaz na kratko, ampak res na kratko, predstavil še našo aplikacijo Audibook. Predvsem bi opisal naše začetke, našo vizijo in kako se je vse skupaj povezalo v mobilno aplikacijo, ki smo jo 2. oktobra tudi uspešno predstavili na slovenskem trgu in ima že prek 1000 registriranih uporabnikov. Zdaj pa da vidimo, če tole dela. Kot pri večini poslovnih idej se je tudi pri nas vse začelo s problemom in sicer mojim problemom. Kot študent prava in strasten tekač sem bil vedno pred dilemo. Knjižnica in študij ali sonce in tek. In ta dilema me je pripeljala do razmišljanja, kako rešiti problem pomanjkanja časa za branje literature. Kar hitro sem odkril eno super stvar, ki se ji reče audioknjiga. Ampak za vsako rešitev nastaneta dva nova problema. Ta problema sta prvič, v Sloveniji ni audioknjig v mobilni obliki. Imamo sicer kasete in CD-je, tudi USB-je. In drugi problem, tudi če bi se odločili za uporabo kaset in CD-jev, na teh kasetah in CD-jih seveda ni prava in zakonov, ker koga pa to zanima. Mene je. Najprej sem seveda sestavil ekipo pravih ljudi in skupaj smo se lotili tehničnega dela projekta. Ideja je bila narediti mobilno aplikacijo, ki bo uporabnikom kot neke vrste mobilna knjižnica nudila dostop do velikega nabora knjig in pa da bi do teh knjig lahko dostopali kjerkoli in kadarkoli. Vse to prek svoje mobilne naprave, torej mobilnega telefona. Ko smo imeli tehnološki razvoj pokrit, pa je tukaj seveda še veliko dela z pridobivanjem avtorjev, naših dragih bralcev in pa seveda partnerskih založb, ker nič ne gre tukaj, če si sam. Tako smo sedaj po skoraj 2 letih trdega razvoja in pridnega snemanja ponosni, da lahko predstavimo mobilno aplikacijo Audibook, ki je že od prvega dne na voljo tako za mobilno platformo oziroma operacijski sistem Android, kot tudi iOS.
Izgleda pa zadeva nekako takole. Aplikacija uporabnikom omogoča pregled, prenos, izposojo in poslušanje audioknjig, kjerkoli se uporabniki nahajajo in kadarkoli si to zaželijo. Vse, kar potrebujejo, je pametni telefon. Audiobook tako svojo istoimensko aplikacijo rešuje dva problema. Tako kot sem že prej omenil, prvi je pomanjkanje časa za branje literature in pa pomanjkanje audioknjig na slovenskem jezikovnem trgu. Tukaj mislim predvsem audioknjige v slovenskem jeziku, tuji ponudniki seveda obstajajo. V aplikaciji bojo tako že na samem začetku zase našli vsebino tako ljubitelji strokovne literature, kot tudi ljubitelji leposlovja. Imamo že kar nekaj pravnih audioknjig, zakonov, tudi knjigo dragega premijeja Kako študirati pravo, bi upamo, da bo študentom pomagala, priročnik Kako do službe, kar veliko knjig z področja marketinga, sedaj dodajamo tudi turistične vodike, skratka za vsakega nekaj. V zadnjih mesecih se pa tudi osredotočamo predvsem na leposlovje, začeli smo s slovenskimi klasiki, tako da se tudi to že najde, v prihodnosti pa upamo, da bomo v sodelovanju s tradicionalnimi založniki, kot je tudi Planet ga ve, lahko dodajali nove aktualne naslove tudi na področju leposlovja. Če se vrnem še malo na aplikacijo, osrednji del, ki jo vidite, smo si zamislili kot uporabnikovo lastno knjižnico, ki jo bo tekom uporabe aplikacije nekako napolnil s svojimi naslovi, s tistimi knjigami, ki ga zanima in nek tak personalen občutek. Za delovanje aplikacija ne potrebuje interneta, tako da je uporabniku res na voljo povsod. Uporablja lahko povsod, kadarkoli, knjige si lahko prenese na svojo napravo in to je to. In ravno to je glavna prednost audiobooka in audioknjig. Mobilnost, priročnost, prenosljivost. To so trendi, ki jih narekujejo tuji ponudniki audioknjig, to so lastnosti, ki jih zahtevajo naši in njihovi uporabniki in mislim, da je skrajni čas, da se tudi v Sloveniji, na slovenskem jezikovnem trgu audioknjig naredi naslednji korak, torej digitalizacija. Konec koncev je naš jezik izjemno lep in mislim, da je prav, da se ga sliši tudi v digitalni dobi leta 2017. Za konec bi vas še povabil, da se nam pridružite v svetu audioknjig. Hvala lepa. Hvala lepa, to je bil Anže Ocvirk. Besedo pa zdajle predajamo Boštjanu Koritniku, ki pa je glavni urednik in strokovni direktor založbe Audibook. Skrbi za brezhibno delovanje založniškega dela podjetja, torej založbe Audibook. Boštjan, izvolite, povejte nam kaj o založniškem delu. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, res lepa hvala za udeležbo v takem številu. Zdaj, jaz bom en kratek, ekskurs v zgodovino pred dobrim letom naredil. Na začetku se bo slišalo kot samo hvaljenje, ampak poanta na koncu ne bo to. Torej, jaz sem direktor založbe Pravne fakultete in tudi nekdanji direktor GV založbe, ki je bila, največja založba poslovne in pravne literature v Sloveniji in ena mlada ekipa ljudi pristopila k meni in me vprašala, kako razmišljajo založniki, kaj želijo avtorji, torej kaj iščejo bralci. To, kar so oni želeli nekako v enournem sestanku zvedeti, seveda ni možno razložiti v eni uri in ker sem tudi, imam poslovno žilico, nisem tipičen pravnik, sem seveda to želel, monetizirati, kot se to reče. In ko so nekako zaznali, kakšen velik obseg je teh nekih torej dejstev in soft skills, ko se na založniškem trgu vedeš v katerikoli od teh vlog, so seveda ugotovili, da bodo morali za to veliko plačati, če ne jaz seveda to delo opravim. Ker pa sem jaz zaznal res velik potencial v tem, torej jaz sem bil tradicionalni založnik. Po predstavitvi tega projekta sem videl, da je to prihodnost in sem rekel, da ne želim denarja, želim biti pa del tega projekta. In po dolgih, trdih pogajanjih niti ne, smo nekako prišli skupaj, oni so zaznali moj elan, ki sem se ga delno nalezel od njih, delno pa nadgradil s tistim, kar sem jaz vedel o založniškem trgu in tako sem postal član te, res zelo uspešne ekipe, torej jaz vem, koliko težav je bilo treba premostiti in kako tekoče je to potekalo, za razliko od
tistega v tradicionalnem založništvu, ker se veste, vedno slišiš, 10-20 let smo tako delali in bomo še naprej tako. Ne. Tukaj tega ni, ne, ker nihče pred nami tega več ali manj ni delal. Torej, tisto, kar je, bi rekel, mene prepričal, je ta globalni trg audio knjig, ki je v zadnjih 3 letih najhitreje rastoči segment trga knjig. Od leta 2011, ko je obsegel nekako 1 milijardo ameriških dolarjev, je do leta 2015 zrastel na 2,6 milijarde dolarjev, leta 2016 je bil ocenjen že na 3,5 milijarde dolarjev. To je 35% rast samo v zadnjem letu. Vsekakor je to nekaj, kar prepriča kogarkoli, ki želi, bi rekel, neko poslovno rešitev izpeljati na globalnem trgu. Mislim, to so res veliki denarji. V glavnem, naš poslovni model temelji na sodelovanju s tradicionalnimi založniki. Mi iščemo sinergijo z njimi, oni imajo vsebino, mi jim pa nekako ponudimo medij in dostop do mlajših bralcev. To je tisto, kar mlajše generacije kupcev, to je tisto, kar tradicionalnim založnikom manjka. Založniki so to, bi rekel, zelo zapopadali, kot se reče, tako da že sodelujemo z Uradnim listom Republike Slovenije, Planetom GV, Taxfin Lexom, Lisac in Lica z Zvonetom Šarugo, in bi rekel, pri tem delu s tradicionalnimi založniki smo nekako iskali eno delo, ki bi bilo naša, bi rekel, na piedestalu naših knjig, dajmo tako reči. In tako smo naleteli na delo Protokol Simfonija forme, za katerega sem jaz vedel še iz nekdanjih izkušenj, da je bila res velika uspešnica. Zakaj? Na GV založbi smo oddajali Skladišče Planetu GV, ki je izdajatelj te knjige, in vem, kakšen velik fair care te knjige je potekel. Tako da, mislim, takrat sem bil ljubosumen, zdaj sem seveda vesel, ker sem del te zgodbe. In ko sem pa spoznal gospo Benedetti, sem bil pa navdušen, ker torej ne samo, da smo imeli vsebino, ampak smo dobili tudi izjemno energično žensko, ki za tisto, v kar verjame, res vloži torej svojih 100%, pa mojih, ne, boljše, da ne potenciram. V glavnem, izkazali res izjemen posluh za ta nov medij, vložila veliko energije v naš skupni produkt, tako v svojo audio knjigo kot v aplikacijo. In njene lani bo res ključna spodbuda za vsako dodatno uro dela, brez njenih izkušenj, znanj, pa seveda tudi mnogih odprtih vrat, kar dokazuje tudi vaša današnja udeležba, pa danes ne bi bili tu, kjer smo. Hvala. Hvala lepa tudi vam. To je bil Boštjan Koritnik in zdaj še dama, ki nas je zbrala. Nedvomno vsem poznana šefinja Protokola Republike Slovenije, avtorica knjižne uspešnice Protokol Simfonija forme, Ksenija Benedetti. Ksenija, prosim, deli še ti svojo plat z nami, kako ste prišli do tega, da bo tvoja knjiga išla tudi v audio obliki. Ja. Najprej hvala za vse to. Nisem to jaz vedela, da tako me gledate na tak način, tako da hvala za vse te pohvale. Jaz bom šla 10 let nazaj. Ne. Ta knjiga je šla, pardon, bom zelo hitro povedala, ampak ta knjiga je šla 2008. In za to, da je šla, je zaslužna gospa, ki je danes z nami, gospa Daniela Brečko, ki je delala pri Planet GV in se je res, Daniela, kje si? No, ta gospa. In ona me je prepričala, da sem pol jaz to mrcvarila 4 leta in da je potem ta knjiga prišla ven. Tako da najprej hvala Danieli. Potem se je pa zgodilo, ne vem točno kdaj, da sem kar prejela en e-mail od gospoda Koritnika in tako tak, in to podrobno prebrala in sem rekla, opa, to je pa nekaj v redu, ne. Povabila sem ga na sestanek, sva se usedla in Boštjan je rekel, ja, to bi mi zdaj tako v enem mesecu. Sem rekla, to pa ne bo šlo v enem mesecu, ker če kaj delam zaprav, ne. Kot prvo mora imeti skozi knjigo, ko je že malo utrujena, je treba malo pogledati, če to vse drži, ali ne, večina drži. No, in potem smo pač šli v ta projekt in potem sem si jaz tudi zaželela, da knjigo berejo ljudje, ki so meni ljubi, kot ljudje.
in ki imajo zraven seveda tudi glasove, ki so zelo v redu. Tako da hvala vsem, ki ste sodelovali, res iz srca. Jaz vem, da eni ste res zelo zasedeni in da je bilo to težko, ampak zdaj smo tle in smo to dali pod streho. In jaz sem malo to preposlušala in je res super, no, res je super. Tako da hvala tudi, da ste danes prišli in da ste z mano in da ste zraven pri tem projektu. Hvala. Ksenija, povedala si torej kriterij za izbor, da so ti ljubi, da ima dobre glasove. Vseeno je bilo pa treba 12 narediti, veš, to. Ja. Kako je bilo pa pri tem, ko si izbirala? Ja, tako da sem se usedla. Si imela širši izbor, pa si ga potem zožila? Ma niti ne, sem si naredila nek plonk cegelc. In se je no, kako bi zdaj to šlo. Najprej je bila družina, Boris, hvala Boris, potem je bil njegov sin, potem je bila punca od njegovega sina in tako smo šli naprej. No. In potem sem pač res razmislila o ljudeh, ki jih poznam in ki so mi res ljubi. No. In to je bil kriterij. Tako da, in sem prišla na neko to številko 12. 12 plus Ksenija, ki doda pa 13, srečno 13 v tem primeru. Zdaj, kako je bilo z vsemi temi ljudmi delati, ne, z nami? Jaz bi tukaj besedo mal predal Kristjanu Sierdu, ki pa je v studiu, to pomeni tam, kjer se je vse skupaj dogajalo in rojevalo tole meso, delal z nami. Ja, en mikrofon bi pa skoraj da... En lep pozdrav še z moje strani. V glavnem, jaz bom tako rekel, z vsemi bralci sem zelo pozitivno izkušnjo. Lahko rečem, ful sem vesel, da smo ta projekt pripeljali do konca. Bilo je ful enega dela, V glavnem, vesel sem, da je zdaj pod kapo in da lahko gremo projektom naprej. Predvsem v tem bi še Majo izpostavil, ona je vse pofotografirala pa posnela video, tako da tudi ne gre velika zasluga. Tako da to je to. Hvala še enkrat. Kristjan, kdo se je najmanj pa največ motil pri branju? Jaz bom tako rekel, mislim, da so vsi dali maksimum od sebe, tako da jaz sem bil zelo zadovoljen. No. Končen produkt je meni zelo všeč, tako da nekako sem dobil to, kar sem hotel. No. Tako bom rekel. Tako in sem zadovoljen s tem. Če boš nehal snemati, lahko postaneš PR-ovc. Podrobnosti se pusti doma. Ja nič, koliko časa že traja ta knjiga v audio obliki? 16 ur, ne? 17 ur mislim, da je. 17 ur. Potem pa najbolje, da kar začnemo. Ne, in sicer zavrteli bomo en posnetek, en referenčni posnetek, prek katerega boste dobili občutek, boste dobili okus, kako je vse skupaj nastajalo in kaj je na koncu tudi nastalo. Nekoč sem se pogovarjala z novim ministrom slovenske vlade. Dejal mi je, ta protokol, to me pa ne zanima, veste. Sem bolj preprost človek in ga sploh ne potrebujem. Prijazno sem se nasmehnila v odgovor, rekla pa nisem nič. Minila nista niti 2 meseca, ko me je poklical in prosil, da bi mu svetovala pri obisku kolega iz tujine. Dami ponudimo vedno najboljši prostor v vozu, cestni železnici, vlaku, ključališču, na koncertih in v restaurantu. Pri vstopanju in izstopanju morajo gospodje damam, ki jih spremljajo, pomagati. Dami ponudi gospod častno mesto na svoji desnici. Njej gre povsod prednost, le skozi vrata, ki jih mora pridržati, gre gospod naprej. Pridrži, dokler dama ni vstopila. Urbanus. Diplomatski jezik mora biti zavit v mehkobo in zveneti harmonično. To ni manj dvolično kot stiki med ljudmi, ki se vsem ne strinjajo. Treba je biti objektiven, pokazati dobro voljo in spodbujati dobro razpoloženje. Imeti moramo tehtne razloge, da zaputnemo vrata za sabo. Pravila diplomatskega protokola so lahko pomemben blažilec, če se odnosi med državama poslabšajo.
Za diplomate so opora, ki preprečuje, da bi bilo delo diplomatskih misij ovirano. Omogočajo, da so odnosi državnikov in diplomatskih predstavnikov spoštljivi, verodostojni in zaupljivi. Vljudnost in ljubeznivost sta osnova vedenja predstavnika diplomatskega protokola. Kažeta pa se v pozornosti in spoštovanju etikete ter v stikih z okoljem. Nekdaj so bile vizitke ali posebnice najpomembnejši del etikete obiskovanja. Zasebni obisk z vizitko je bil ustaljena praksa kot izraz vljudnosti, bližine ali prijateljstva. Obiskovalec je vizitko osebno izročil na vratih rezidence osebe, ki je bila namenjena, na njej je bilo napisano le ime. Vizitko so prepognili v enem kotu ali po vsej višini z leve strani, na njo niso pripisali ničesar. Če obiskovane osebe ni bilo doma, je obiskovalec na lističu papirja pustil svoje ime in priimek ter sporočilo. Od tod beseda vizitka. Prvi vtis je pomemben zlasti v poslovnih in diplomatskih stikih ter v politiki. Najpomembnejši življenjski trenutki, kot so nastop pred izpitno komisijo, pogovor za zaposlitev in prvi dan na novem delovnem mestu, prvi obisk pri za nas pomembni osebi, prvi nastop pred novimi sodelavci, prvo srečanje s poslovnimi partnerji lahko odloča o naši prihodnosti. Seveda ni vseeno, ali prošnjo za novo službo natipkamo na primeren list, ali jo pošljemo na zmečkanem, popackanem in nečitljivo popisanem kosu papirja. Tudi ni vseeno, ali pridemo na pogovor primerno oblečeni, ali pa v zanemarjeni obleki neobriti, ali vljudno potrkamo, ali planemo v sobo. Vsi se odzivamo, čeprav le podzavestno, na videz oseb, s katerimi imamo opravka. Zato nam videz ne sme biti v škodo. Poslušati je več kot samo slišati. Pravijo, da ima človek dve ušesi in en jezik, zato da bi poslušal in manj govoril. Za dojemanje ne potrebujemo le ušes, ampak tudi oči in druga čutila, ter predvsem razum in čustva. Če smo pozorni, bomo ugotovili, da večino časa porabimo za razmišljanje, kaj bomo rekli, ko bomo prišli do besede, in medtem ne poslušamo in nismo pozorni na sporočilo drugega. Največ energije porabimo za obrambo svojih stališč, namesto da bi poslušali druge. Ko poslušamo, naj bo naš cilj, da bi prav razumeli. Ko govorimo pa, da bi nas razumeli tisti, ki nas poslušajo. Med iskanjem pravih besed in pretokom idej nas lahko ovira strah pred nastopom. Tudi najbolj izkušeni govorniki so vsaj malo napeti, ko govorijo pred občinstvom, in skoraj vsakdo med nami ima pred govorom tremo. Nekateri imajo napade panike, druge zvija v želodcu, tretje obliva vročina. Malce treme in kanček strahu ne škodi, sta celo zaželena, vendar le za zagon in spodbudo. Trema nas lahko tudi motivira za dober nastop. Nekateri igralci in glasbeniki trdijo, da so njihovi nastopi brez treme slabši od tistih, pred katerimi imajo tremo. Nekoč so rože darovali bogovom. Navada se je sčasoma uveljavila tudi širše in oblikovala so se pravila prinašanja ter podarjanja cvetja. Renesansa je zelo spremenila odnos do cvetja. Realizem in impresionizem pa za njegovo simboliko nista več imela pravega posluha. Tako sta šla žal v pozabo marsikatera zanimivost in ritual. S cvetjem so že od nekdaj različno okrasili vsak kotiček hiše. Slikali so ga na omare, skrinje in zibelke, vezli na oblačila, ga klesali v kamen. Odlika vsakega slovenskega dekleta je bila, da ima lep vrtiček z rožami in na vsakem oknu nagrnov cvet. Kulturo, harmonijo uživanja hrane in pijače sestavljajo slavnostno pogrnjena miza, žlahtne jedi in pijače ter iskriv pogovor. Kramljanje med jedjo je prijetno, če vsi zbrani aktivno sodelujejo v pogovoru. Manj prijetno je, če govori samo eden, drugi pa le poslušajo. Tudi pasivnega sogovornika je mogoče spodbuditi k govorjenju.
Zdravica je nagovor gostitelja ob obedu in odgovor gosta ter zahvala za izkazano čast. Biti mora učinkovita, povedana prijetno in razumljivo. Nikoli naj se ne spremeni v govoričenje. Po nekaj vljudnostnih frazah dobrodošlice povejmo nekaj o namenu srečanja. Nekatere zdravice so tako domiselne, da pridejo v zgodovino. Diplomatski jezik mora biti zavit v mehkobo in zveneti harmonično. To ni manj dvolično kot stiki med ljudmi, ki se vsem ne strinjajo. Treba je biti objektiven, pokazati dobro voljo in spodbujati dobro razpoloženje. Imeti moramo tehtne razloge, da zaklepamo vrata za sabo. Oseba s celovito podobo ni oseba, ki ustreza določenemu lepotnemu idealu, ampak pri ustvarjanju urejene podobe upošteva svoje telesne značilnosti in starost. Ko prilagajamo svoj videz okolju, upoštevamo različne dejavnike, cilje, širše in ožje okolje, finančne zmožnosti, dogodke, ki se jih udeležimo. Prilagajanje svojo podobo ni podrejanje okolici ali zatiranje osebnega sloga, temveč vrlina. Ja, pred koncem bi se jaz samo še v imenu cele ekipe Audibook rad zahvalil naši dragi avtorici in pa vsem 13 oziroma preostalim 12 bralcem in bi prosil za še en lep aplavz za njih. Odlično. Ksenija, si zadovoljna s končnim izdelkom? Ja, zelo. Jaz mislim, da smo lahko vsi kar malo, da zavidamo lahko avtorici knjige, ker je dobila eno zelo lepo podobo, ki nam tudi da vpogled v bogatstvo glasov, ki jih premore naš medijski svet, rečemo takole, no. Sicer pa je zdajle čas za vaša vprašanja. Na voljo imate celo omizje, verjetno tudi katerega izmed igralcev oziroma voditeljev, ki smo tukaj nastopali, razen Vojka Belšaka smo danes vsi tukaj. Marcela tudi ni. Zanimivo, kako ste celo Marcelov tempo uspeli umiriti, neverjetno. Tako da izvolite, vi ste zdaj na vrsti z morebitnimi vprašanji, kar pogumno. Jan, ti si reinkarnacija Sandija Čolnika. Čolnika? Sam, če vas pogledam, bi pa rekel, da ste vi. Tale očala bo to. A res? No, hvala. Ne, hvala. A lahko vzameš mikrofon, prosim te, no. Hvala ti. Moram čestitati avtorici. Klopiti ga bo treba še, ja. To je res, tale izbor teh odlomkov kaže na to, kakšna modrost, kakšno znanje, kakšna razgledanost, kakšna kultura veje iz te naše avtorice ven. To sem hotel povedati. Hvala. Hvala, Duša. Hvala. Veliko oblike in vsebine, predvsem, ne? Je še kakšno vprašanje? Ni. Pejmo na desno. A gremo tja? Ja. Konec protokola, začenjajo se lepše plati. Ja, nič, potem pa še ena zaključna misel, s katero sem tudi v resnici začel. Ksenija, lahko mi pomagaš oziroma me dopolniš ali totalno znegiraš, ker po mojem mnenju protokol, kolikor sem ga do zdaj uspel razumeti, res prinese to, da je manj zadrege med ljudmi, pa da si bolj izkažemo eno spoštovanje in upajmo, da bo to spoštovanje vedno ostalo v naši komunikaciji, v naših medosebnih odnosih. In zdaj bi ti rad, da jaz še kaj dodam? Ja, recimo. Ne, jaz še enkrat bom rekla en velik hvala ljudem, ki so to posneli. In to je res zdaj ena taka dragocenost, no. Skoraj bolj kot na papirju, no. Tako da je res hvala. Hvala Borisu, da me je podpiral. Hvala staršem, moja mama je tudi danes tle. To se mi zdi pomembno.
Jaz predlagam, da tukaj so fantje pripravili oziroma neko pogostitev. Naredilo se je celo neko peneče vino. Ja, je tako, ni moja glava gor, ampak je pa naslov Protokol simfonija forme. In nekaj vas še čaka za prigrizniti, pa se malo podružite. Najlepša hvala za vaš obisk, hvala lepa, ker ste prišli počastiti to lepo delo, pa jaz predlagam, da vsi skupaj podpiramo vrednote, ki smo že večkrat omenili, to pomeni spoštovanje drug do drugega, ker tako se bomo lepše razumeli in predvsem lepše pogovarjali. Jaz pa mislim, Ksenija, da to še ni čisto vse, a ne? Vašo knjigo sem... Ne mi stresa, tako? Čustvo udarjeno. Preden sem vas osebno spoznal, ste bili velika avtoriteta, vsebinska, zdaj pa, kar sicer za posel ni običajno, ste nekaj poveš, tako da brezga nekaj povedati. Hvala lepa, ko izstopite iz tega prostora, vas čakajo stvari, ob katerih bomo hitro pozabili na protokol.